sedaj prijazno vabim spoštovano poslanko Državnega zbora Republike Slovenije in predsednico Odbora za finance in monetarno politiko Urško Ban. Prav prisrčno vas pozdravljam, dragi šolarji, spoštovani učitelji, spoštovani starši, spoštovana župan občine Mirna Peč, gospod Andrej Kastelic in ravnatelj osnovne šole Toleta Pavčka, gospod Daniel Rezovar, ter vsi ostali udeleženci tega lepega današnjega dogodka. Vedno rada pridem v vaš kraj, kjer vsi živite za razvoj občine in se veselite vsake nove pridobitve. Vesela sem, da sem danes tukaj v tako lepi priložnosti, ko bomo skupaj slovesno otvorili vašo novo pridobitev, to lepo športno dvorano. Ob takšnih pridobitvah lahko vidimo, kako pomembno je, da delujemo skupaj številni akterji v tej državi in občini in potem lahko nastane skoraj vse. Vse, kar si zamislimo, kar potrebujemo in za kar stopimo skupaj. Ta nova športna dvorana je vsekakor dokaz tega. Investicija izgradnje športne dvorane predstavlja zaključek izredno zahtevnega projekta izgradnje nove osnovne šole z vrtcem in športno dvorano, s katerimi ste v občini zagotovili pogoje za kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in športa. Zato lahko danes praznujemo razvoj in dobre obete za prihodnost. Zato, ker ste ob odločitvi, da začnete s tem projektom, upali in znali pogledati v prihodnost. To je bila dolgoročna, včasih tudi trdnova naložba, a se vam bo čez leta nedvomno obrestovala. Šola, vrtec in dvorana so rasli pred očmi otrok, krajanov, učiteljev in seveda pod budnim očesom vašega župana. Čestitam vam, gospod župan, da ste to zahtevno in pomembno investicijo skupaj z vašo odlično ekipo sodelavcev na občinski upravi srečno pripeljali do konca. Na novo šolo in sedaj še novo dvorano ste lahko upravičeno ponosni. Obe sta lahko tudi odlična motivacija za učenje in gibanje. Brez pozitivnih sprememb ni napredka, ne kraja in ne ljudi. Zato tudi na državni ravni pozdravljamo vašo novo dvorano, ki vam bo od zdaj naprej omogočala še bolj kakovostno preživljanje izobraževalnega, pa tudi prostega časa in še več odmevnih, športnih in drugih dosežkov. V tem lepem prostoru, opremljeni z najsodobnejšo opremo, bodo gotovo potekale različne dejavnosti ter dogodki za vse generacije. In tudi to je pomembno. Medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje, ki bogati posameznika in krepi odnose. V današnjem hitrem življenjskem tempu pa je to zelo dragoceno. S številnimi učnimi oziroma šolskimi dosežki tudi na državni ravni ter odličnim današnjim nastopom ter oblikovanjem tega slavnostnega dogodka sporočate in dokazujete, da kjer je volja, tam je pot. Pa čeprav je treba na njej premagovati tudi ovire. Ali, kot je zapisal vaš rojak in častni občan Tone Pavček, po katerem se imenuje tudi vaša šola in ta dvorana, nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna in tvoja ena sama, glavna.
Meni ostane na koncu samo še, da vam zaželim srečno in uspešno še naprej. Hvala. V nadaljevanju sledi še najpomembnejši del osrednje prireditve. Predstavniki otrok iz vrtca ter oddelčnih skupnosti šole so sedaj prišli na parket in oblikovali špalir, skozi katerega se bodo sprehodili ravnatelj, župan ter predstavnika izvajalcev gradnje opreme objekta. Ob zvokih šolske himne bodo učenci do akterjev prereza traku ponesli žogi s škarjami. Po sklepnem dejanju prereza traku vse zbrane obiskovalce vabimo na ogled dvorane, fotografske razstave in razstave likovnih del, ki so nastala na današnji 11. otroški likovni ustvarjalnici. Šola vsako leto na rojstni dan Toneta Pavčka 29. septembra organizira likovno ustvarjalnico, na kateri sodelujejo dolenjske osnovne šole. Letošnje likovne ustvarjalnice se je udeležilo 12 šol. Vabimo vas k ogledu nastalih del na hodniku prehoda v telovadnico. Sledi druženje ob pogostitvi, ki smo za vas v šolski javni in jedilnici pripravili skupaj z lokalnimi društvi. Prosim vas, da se vsi obiskovalci iz dvorane pomikate po tribunah navzdol skozi vzhod pri plezani steni k šolski javni. Sedaj pa prosim gospode župana Andreja Kastelica, ravnatelja Daniela Brezovarja, predstavnika podjetja SGP Zidgrad Idrija d.d. Borisa Ferjančiča in direktorja podjetja Lan Inventa d.o.o. Miloša Štera, da se mi pridružijo. Skupaj bodo prerezali trak in tako simbolično otvorili dvorano osnovne šole Toneta Pavčka.